Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. V današnjem videu vam bom predstavil stvari, ki nas čakajo v letu 2022. Še prej pa kratko sporočilo današnjega sponzorja. World of Warships je odlična taktična igra, kjer se bojuješ z zgodovinskimi ladjami. Bojuješ se pa na vrhunskih morskih mapah, na voljo pa imaš kar preko 400 ladij. Seveda lahko sestaviš svojo ekipo s svojimi prijatelji, tako da hitro stisni na link, ki je spodaj v opisu. Zakaj? Saj s tem podpreš mene in moj kanal, gratis pa zraven dobiš paket v vrednosti 25 evrov, 200 dublonov, 2 močni ladji, 2,5 milijona kreditov, 20 Restless Fire kamuflaž in pa 7 dni premium računa. Drugače, to pa velja samo za tiste, ki se prvič registrirate. Tako da ne vem, kaj čakaš, prvi link v opisu. Zdaj pa gremo nazaj k videu in pa najlepša hvala za podporo mojega kanala World of Warshipu. Vemo, da je leto 2020 bilo noro, ampak leto 2021 ni bilo nič drugače zaradi seveda epidemije. Že 2 leti jo imamo, ampak pravijo, da leta 2022 bi se pa ta epidemija končala. Vsaj upam. Ampak seveda nas zanima, kaj druga še nas čaka v letu 2022 in danes vam jaz to predstavil. Skozi zgodovino so ljudje hoteli vedeti, kaj se bo dogajalo v njihovi prihodnosti. In zato so se obračali na vedeževalce. Najbolj znan vedeževalec v zgodovini ni bil vedeževalec Blaž, ampak je bil Nostradamus, ki je živel kar pred 500 leti. Nostradamus je drugače v zgodovini že uspešno napovedal prihodnost ali pa neke dogodke, ampak kaj je napovedal za leto 2022? Pred 500 leti je napovedal, da bo v letu 2022 umrla ena zelo pomembna oseba. Mnogi strokovnjaki predvidevajo, da je mislil severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, ki je prejšnjo leto precej shujšal. Poglej razliko. Opa, še res je. Strokovnjaki pa tudi predvidevajo njega, zaradi tega, ker se je v prejšnjih letih njegovo zdravje zelo poslabšalo. Vemo tudi, da je za dobesedno par mesecev zginil. Nismo vedeli, če je umrl ali živ ali kaj je bilo. Vse, kaj smo vedeli, je to, da je pol ful suh oziroma dosti bolj suh prišel nazaj. Nostradamus je tudi napovedal, da bo v letošnjem letu konec za Evropsko unijo. On je drugače tudi napovedal Brexit. Naj bi to bil začetek konca Evropske unije, ampak bomo videli. Meni se sicer zdi, da je mala verjetnost, da bo Evropska unija letos razpadla. En znak, ki mogoče nakazuje na to, pa da je pred parimi dnevi umrl predsednik Evropskega parlamenta. Malo scary, če mene vprašaš. Zdaj pa ena stvar še. Nostradamus je živel pred 500 leti v Franciji. Drugače, on je prihodnost napovedoval skozi pesmi, saj je bil pesnik. V svoji pesmi je napovedal, da nas bo napadla velika sila, ampak kaj je to mislil nas? Je mogoče mislil nas kot Francija ali nas kot zahodni del? To nismo ziher. Ampak vemo, da situacija na vzhodu ni najbolj kristalno čista. Če malo spremljamo novice, smo opazili, da sta Rusija in pa Ukrajina na robu vojne. Malo še pa bosta po moje začeli vojno. In če dobro pomislimo, vemo, da sta Ukrajina in Rusija na vzhodu. In če je zdaj mislil, da bo mogoče aka Rusija nas napadla, Rusija napadla na koncu Francijo, to se lahko vse pomeša, vemo, kako so vojne. Zagotovo ste opazili, da so se stvari v zadnjem času kar pošteno podražile. Naprimer, hrana se je podražila, ogrevanje oziroma plin, in povedal je, da bodo tisti najrevnejši postali kanibali. Veš, kaj to pomeni? Človek je človeka. Upam, da se to ne bo zgodilo, ker je fucking grozno. Nostradamusovi analitiki pa so napovedali, da bo v letošnjem letu 2022 umetna inteligenca dosegla stopnjo samozavedanja. Kaj to pomeni? To pomeni, da se bodo roboti zavedali, da obstajali. Dobesedno že postali pol oseba, lahko temu rečem. In to ni dobro, zaradi tega, ker se lahko začnejo nam upirati in se zgodi vojna, tako pri Terminatorju. Tako da umetno inteligenco mora človek imeti vedno pod kontrolo, ampak glej, ne vem, kaj se bo zgodilo, tak je napovedal. To pa je bilo skoraj vse, kaj je gospod Nostradamus napovedal za leto 2022. Če hočete še takih videov, kjer so ljudje nekaj napovedali, naprimer Baba Vanga, vam lahko to naprimer tudi predstavim. Stisnite like, da bom vedel, napišite mi v komentar. Drugače pa subajte se na ta kanal, idite na moj Instagram in TikTok profil, Jack on the Box, loviš vse poštere, imam gor, pa seveda subaj se, ok?
Uživajte, pa se vidimo v naslednjem videu. Pa najlepša hvala še enkrat World of Warshipu za sponzoriranje tega videa. Adijo!